Medtem ko sta Luka in Miha zadnji mesec po vsem svetu raziskovala in spoznavala, kaj je novega v avtomobilističnem svetu, sem jaz hodila v šolo za starše. Kjer pa na moje presenečenje nismo obravnavali ene sicer zelo pomembne teme, in sicer uporabe varnostnega pasu pri nosečnicah v avtomobilu. Kar je pomenilo, da sem morala narediti čisto svojo raziskavo, da sem ugotovila, kako se varnostni pas sploh uporablja. Morda gre za temo, ki je staršem povsem samoumevna, nekomu, ki pa se s tem sooča prvič, tako kot jaz, pa ne tako zelo. Zadnje čase v prometu velikokrat opažam, da uporaba varnostnega pasu ni več tako samoumevna, kot je mogoče bila, predvsem pa ni več tako samoumevna pri otrokih, kar je malce zaskrbljujoče. 1 out of 3 children dying before the age of 14 is killed in a car crash. It's as passengers in cars and as pedestrians that children are at greatest risk. Bi pa moral biti ta slogan "Red je vedno pas pripet" biti samoumeven vsem nosečnicam. Tudi strokovnjaki poudarjajo, da morajo biti nosečnice vedno pripete v avtomobilu, ne glede na to, kako dolga vožnja je pred njih, in pa ne glede na to, ali sedijo zadaj ali spredaj. Pravilno nameščen tritočkovni pas namreč ne predstavlja nobene nevarnosti ne za nosečnico in ne za otročka. Vam pa iz prve roke povem, da zna biti malce neprijeten. Da pa je varnostni pas zares varen, ga moramo tudi v praksi pravilno pripeti. Kar pomeni, da tale spodnji del pasu namestimo pod trebuh oziroma nad medenico, zgornji del pa poteka čez ramo. Potem pa še malce popravimo in prilagodimo. Nikoli pa pasu ne pripenjamo čez trebuh. Vkolikor je varnostni pas pravilno nameščen, se ob morebitnem trku sile pravilno razporedijo in zmanjšajo možnost poškodb. Kolikor se odločite, da boste sedeli na sovoznikovem sedežu, ne izklapljajte varnostne blazine. Tako varnostna blazina kot varnostni pas sta del skupnega varnostnega sistema v avtomobilu in vkolikor eno zadevo izklopimo, se celoten sistem podre. Mi bo pa stikalo za izklop varnostne blazine vseeno prišlo prav čez nekaj tednov, ko bom domov iz porodnišnice peljala svojega majhnega fantka. Kajti, ko spredaj na sovoznikovem sedežu peljemo lupinico in v njej otročka, moramo varnostno blazino vedno izklopiti. Mi se ne vidimo prihodnjo sredo, ampak čez nekje 9 mesecev. Do takrat pa vas puščam v varnih rokah za volanom Martine, Luke in Mihe. Srečno!